No ja, vreme že ni lepše. So kar prav napovedali sneg. Je po noči kar fino snežili. Ampak vse in druge, vse je zima. Prej sem rekel, da je avto nemški, pa je v resnici ameriški. Tukaj ga izdelujejo tudi za nas, Evropejce, in tukaj je bil v bistvu spočet. Ja, Bavarci so vsaj nekaj odnesli do takratnega lastništva nad Land Roverjem, ki so ga potem sicer prodali, ampak z naslednikom šli potem svojo pot. To je zdaj že tretja generacija tega SUV oziroma po njihovo SAV vozila za športne aktivnosti. S tem poudarjajo, da je še toliko bolj za na cesto in le pogojno za teren in vožnja to vedno potrjuje. Kljub temu, da se visoko sedi in da je avtomobil velik, je zelo lahkotno vodljiv in se presenetljivo dobro drži ceste. Po drugi strani pa je precej neudoben, vsaj ta model. Tudi če imamo vzmetenje nastavljeno na komfort, se prav neudobno stresa na teh dokaj slabih ameriških cestah. Jasno je, da je neudoben, ker vzmetenje mora biti čvrsto, da se lahko dobro pelje, ampak to je vsaj zame prevelik kompromis in bi se zato odrekel takšnemu avtomobilu. Raje imam limuzinsko petico, ki se pelje fenomenalno in udobno. Pa je to zdaj cesta zaprta. Čudno. Če pa minus ne vem koliko. Tisti, ki jih to ne moti, pa bodo uživali v dobrem pregledu nad prometom in zavistnih pogledih. X5 deluje prestižno, sploh s temi polnimi LED lučmi je na cesti mogočen in pompozen, pa zelo opazen. Američani, ki so pač tak hecen narod, so mi na parkirišču pred trgovino kar trosili komplimente, kako hud avto imam, pa je bilo kar malo nerodno, ker tega Slovenci pač nismo vajeni. Prej bi nam kakšen s ključem potegnil ali pa vsaj grdo pogledal. Znamo pa vsaj bolj voziti po snegu, oni so kar štorasti. Kako je tle mraz. Tudi znotraj je tali X5 takšen kot vsi ostali BMW, torej odličen. In če že zdaj vozite BMW-ja, boste tudi tukaj takoj doma. Po noči ima pa kabina še zelo lepo ambientalno osvetlitev. Kar zatika, kaj tako mraz. Prostora je za potnike dovolj, je pa prtljažnik bolj majhen in ima precej visoko dno. Pa tudi tole dvojno odpiranje, ne vem, če mi je všeč, je po določenih primerih zelo praktično, ker tukaj lahko recimo sedite, pa še manj prostora rabite zadaj za odpiranje. Sploh mi je všeč motor pri tem modelu. 3-litrski turbobencinar z dobrimi 300 konji. Vrstni 6-valjnik ima lep zvok, je zelo miren in tih, če je treba, predvsem pa odlično vleče. Tako z mesta kot potem v višjih vrtljajih. Kadarkoli bi ga imel raje kot katerega koli dizla. Problem je le drag bencin, ker ima porabo kljub počasni vožnji dobrih 22 mil na galono, kar je dobrih 10 litrov na 100 km. Dobro, tukaj ni problema, ker je bencin 65 centov na liter in je dizel bistveno dražji, pri nas pa bo marsikoga odvrnilo od nakupa. Krasno deluje tudi menjalnik z 8 prestavami in še najpomembnejše, 4-kolesni pogon navduši z odzivnostjo, saj aktivna sklopka tako hitro prenaša moč med kolesi, da je praktično nezaznavno. Jasno, na terenu je potrebno še kaj več, za ceste pa je tole eden boljših sistemov, ker mu elektronika tako dobro pomaga, da X5 težko pobegne iz nadzora. Kdo bi si mislil, da je tole plaža? V glavnem, če imate radi SUV, je tale eden boljši za na cesto. Čeprav je za moje pojme malo premalo udoben, se pa odlično pelje. Za Američane še predober. Me prav zanima, v čem je drugačen od našega. To bom že zihar vedel. Glede na to, da se Matej ravnokar prevaža po Ameriki z X5 in to v snegu, sem zorganiziral, da imamo X5 in sneg tudi pri nas, da lahko takoj naredimo preverjalca. Kdo je ugasnil telefona med snemanjem? Moje. Ja. Ega, koliko caj, da se te prtljažne vrate odpirajo? Ne vem. Meni se... Čakaj. 1, 2, 3... 3 sekunde. A se pa ameriški v bistvu isti? Ja. Mislim, zato se pa res plačali poklicati. Skratka, hotel sem reči, da mi ameriški X5 izgleda bolje, ker ima malce drugačne pragove, ampak je ta novi res lep. Sploh s tem paketom N-Sport deluje agresivno in elegantno obenem. Pač izžareva, da ima lastnik denar, ker v Sloveniji najbrž res naredi drugačen učinek kot v Ameriki.
Že ko sem se lani sam potepal po Ameriki, sem opazil, da avtomobili nimajo vzvratnih ogledal s širokim kotom. Traparije prve sorte, ker sem se moral ves čas nagibati nazaj, da ne bi koga izsilil. No, tule jih X5 ima, očitno Evropejci nismo tako neumni kot Američani, da ne bi vedeli, da so objekti bliže, kot izgledajo. Pa še piše jim. Pri BMW-ju pravijo, da se veliko kupcev odloča za tole nastavljivo podvozje. Si predstavljam, da res, ker je točno tako, kot pravi Matej. Čeprav se X5 za ta razred pelje neverjetno udobno in suvereno, je pač treba upoštevati, da je to velik in visok avtomobil, zato ne bo nikoli tako udoben kot limuzinska petica. In ravno zato mi je to nastavljivo blaženje tako zelo všeč, ker je v načinu komfort avtomobil zelo mehak, zelo udoben in se sploh ne nagiba preveč, v načinu sport pa je dejansko trd kot presta, tudi krmilni mehanizem je občutno težji. Ne bom rekel, da je športni, ker bom ta naziv uporabil pri kakšnem nižjem in precej lažjem avtomobilu, je pa vseeno zanimivo, da se X5 pelje tako zelo suvereno. 3-litrski 6-valjni dizel je seveda vrhunski, pa čeprav nimam bistveno manjše porabe kot Matej. Pod 9 litrov gre težko, je pa res, da se ne vozim po ameriških ravnicah s hitrostjo največ 110 km/h, kot to počne Matej v Ameriki. Je pa motor res prepričljiv, navora je vedno dovolj in tudi dejansko poraba sploh ni prevelika, ker gre za velik avtomobil. In ustreza Euro 6 normativom, če vas slučajno zanima. Še radarski tempomat se moram preveriti, ker se Matejo ob vsaki malce bolj kritični situaciji sam izklopi. Sporočam, da ta deluje perfektno in celo sam se zna ustaviti, če je potrebno, in potem zna sam tudi speljati. Zelo fino. Sicer pa se pri BMW-ju radi pohvalijo z varnostjo in dejansko se lahko, čeprav večina varnostnih elementov ni na seznamu serijske opreme. Tale gumbak recimo mi omogoča, da na hitro vključim ali pa izključim varnostne elemente, v tem primeru dejansko samo enega, in sicer opozorilnik pred nevarnostjo naleta, jih je pa na voljo še bistveno več, od opozorilnika pred pešci in tako naprej. Zanimive zadeve. Tudi notranjost je zanimiva, ker lahko izbira med 7 ambientalnimi osvetlitvami in je potem tule zelo lepo. Bolj pomembno pa se mi zdi, da so vsi meniji, vključno z navigacijo, v slovenskem jeziku, tako da je tole okolje dejansko brezhibno. Če upoštevam, da je povprečna plača Američana še enkrat višja od naše, pa je dejansko razlike še nekoliko več, potem je X5 za njih 4-krat cenejši, ker je tudi cena avtomobila skoraj polovico nižja. Matejev X5 stane 50 000 evrov, tale pa 90, pa sploh ni polno opremljen. Samo paket M-Sport doda 10% pri ceni. Je pač tako, če želite imeti enega najbolj prepričljivih športnih terencev, potem je cena pač takšna.